Lepo pozdravljeni. Moje ime je Luka Kogovšek, sem vodja OnaOn.com, največjega slovenskega spoznavalnega servisa za samske. In tokratni predstavitvi vam bom povedal nekaj dejstev, ki vam lahko pridejo prav, ko boste razmišljali o tem, ali je to za vas ali ne. Pa gremo. Torej, katera področja si bomo pogledali? Koliko nas je samskih v Sloveniji, kje se spoznavamo, kje iščemo avanture, kje resne zveze, primerjave med spletnimi ponudniki, kjer se spoznavamo, in pa kako najhitreje do zmenkov, ter seveda prve korake, ki jih lahko pri tem naredimo, da bomo kar se da uspešni. Glejte, najprej na temo, koliko nas je samskih. Če ste samski in iščete, zelo veliko nas je, res zelo veliko. Poglejte, kaj se je zgodilo v zadnjih 30 letih. Prirast števila samskih moških plus 40%. Podobno samske ženske plus 37%. Govorimo nekje med 400 tisoč samskimi moškimi, 300 tisoč samskimi ženskami, o 700 tisoč samskih Slovencih. Napaka, ki je pri tej številki, je ta, da statistični urad prišteva med samske tudi koruznike, zato bodimo konzervativni in razpolovimo to številko, 350 tisoč polnoletnih samskih. In če si pri tem pomagamo še s podatki druge raziskave, torej kjer vidimo, da 10% samskih ne želi partnerske zveze, 90% pa partnerja išče, 350 tisoč samskih, 90% teh išče, torej nekje 315 tisoč Slovencev išče partnerja. Če ste med njimi, brez skrbi, niste sami in imate veliko izbiro. No, pa če se strinjate s tem, da bi bilo dobro nekoga spoznati, torej ste samski in iščete, naslednje vprašanje, kje naj ga spoznam? Glejte, danes se prek spleta spozna okoli 80% novih parov. Zares visoka številka. Poglejmo nekoliko bolj podrobno. Tukaj so rezultati najbolj ugledne raziskave z tega področja, torej Stanford University, ki je leta 2019 objavila podatke, ki kaže, kakšen odstotek novo nastalih parov nastane glede na to, kje so se spoznali. Kar nas tukaj zanima, je tale rdeča meteorska rast spletnega spoznavanja, torej to je odstotek ljudi, ki se je spoznal prek spleta. V prvih 10 letih, ko so se pojavili spletni zmenki, se ni kaj dosti dogajalo, pod 5% novih parov se je spoznalo na spletu. Potem, ko so prišli laptopi, ne več samo tiste kište, torej klasični računalniki, pa ko so te storitve postale bolj prijazne in čedalje bolj obiskane, je spletno spoznavanje beležilo prvo strmo rast in praktično prehitelo večino vseh ostalih načinov spoznavanja. In nekje leta 2007 smo bili pri okrog 20% vseh novo nastalih parov s pomočjo spleta. Kaj se je pa zgodilo tukaj, čemu pripisati nadaljnjo strmo rast, kdo ve, torej mobilni telefoni. Ko so spletni zmenki prodrli v naše žepe z aplikacijami na naših pametnih telefonih, se je zgodila ta druga eksplozivna rast, tako da smo nekje leta 2019 že beležili okrog 40% vseh novo nastalih parov s pomočjo spleta. No, preden nadaljujemo, kako smo prišli pa do 80, je prva podzgodba ta, da so raziskovalci ugotovili, da medtem ko vse ostale oblike spoznavanja padajo, pa je tukaj ena, ki vendarle še narašča, in sicer tale. To so ljudje, ki pravijo, da so se spoznali v barih oziroma lokalnih restavracijah, to je tale vijolična črta, ki tukaj ravno tako narašča. In so podrobneje raziskali, zakaj je temu tako. No, ugotovili so, da velika večina teh, ki navaja, da so se spoznali v lokalu v restavraciji, so dejansko predhodno dogovorili ta srečanja na spletu. Tako da so potem tole rast, ki je bila razvidna tukajle, prišteli spletu, in kar se je pa seveda zgodilo od leta 2019, ko so objavili rezultate te raziskave, pa do danes pa je seveda epidemija COVID, kjer so vsi ostali kanali spoznavanja praktično usahnili in je splet eksplodiral na približno 80% vseh novonastalih parov.
Tako kot spletno nakupovanje vseh vrst, skratka na splošno uporaba spleta, je tudi spletno spoznavanje doživelo veliko rast in danes se praktično 4 od 5 parov spoznajo online. Torej, če ste samski, eden izmed 315 tisoč samskih Slovencev, ki išče partnerja, se bo spletu težko izogniti, saj več ali manj vsi samski iščejo na spletu, pa tudi smiselno ni, saj je pač poleg tega, da je tam največja ponudba, tudi zelo enostavno dogovoriti tisti prvi zmenek. No in tako pridemo do Slovenije. Kakšno je stanje v Sloveniji? Najboljši vir podatkov, ko primerjamo različne ponudnike spletnega spoznavanja v Sloveniji, je Google. Kaj imamo tukaj? Tukaj imamo podatke za Slovenijo za zadnjih 12 mesecev, torej podatek je za teden med 27. aprilom oziroma marcem in 2. aprilom, torej povsem svež posnetek stanja. Sicer so podatki v živo ves čas dostopni tudi na tej povezavi. Primerjamo, koliko ljudje iščejo, torej Slovenci, v zadnjih 12 mesecih, koliko iščemo različne ponudnike spletnega spoznavanja. In kaj vidimo? Vidimo, da je on približno 3-krat bolj iskan od vseh zasledovalcev. Torej, to so tisti, ki pač pretežno služijo iskanju avantur, kot bomo videli v nadaljevanju. Na on pa ljudje iščejo v glavnem resne zveze. Podobne rezultate je dala raziskava Valicona, kjer je on postal najbolj prepoznavna spletna znamka v Sloveniji, torej prva tovrstna raziskava je bila izvedena leta 2020 in nekako 2-krat bolj od prvega zasledovalca. In kot vidite, so tukaj iste blagovne znamke, ki smo jih prej primerjali tudi v iskanjih po Googlu, nekako vsi ostali pa zaostajajo še bistveno bolj. Zdaj pa, zakaj je temu tako? Torej, zakaj on tako izrazito prednjači pred ostalimi v Sloveniji? Je zato, ker večina ljudi ne želi to, kar pač ponujajo te druge aplikacije, ko iščejo po spletu. In sicer raziskave kažejo, da ko raziskujejo, za kateri namen, s kakšnim namenom ljudje uporabljajo Tinder in podobne aplikacije, z izredno majhnim odstotkom ljudje navajajo, da iščejo resno zvezo. Recimo, tukaj vidimo samo 4% uporabnikov Tindra iščejo resno zvezo. Veliko višji odstotek išče avanturo, to je nekje 23%. Največ uporabnikov pa dejansko zbira všečke in ujemanja za dvig samopodobe kot neko obliko porabe prostega časa oziroma celo zapravljanje prostega časa, ki seveda ne vodi niti v spletne pogovore, torej to so vsa tista ujemanja, ki ublažijo. Če pa že pride do srečanja, pa je velika verjetnost, da bo srečanje avanturo, in bistveno manjša verjetnost, da bi postala nekaj v smeri resne zveze. Tako pač je in če bodimo pošteni, torej ta raziskava je rahlo stara, poglejte letnico, pa vendarle, če tudi bi bilo zdaj 4-krat več ali pa 5-krat več iskalcev resne zveze, je to še vedno, 20%. In če vi iščete resno zvezo na teh aplikacijah in imate, 80% verjetnost, da naletite na nekoga, ki resne zveze ne išče, je pač to seveda zelo slabo. Tako pač je. No, in tako pridemo zdaj do on, torej zakaj pa je pač on najbolj uporabljen med Slovenci? Ja, poleg tega, da je prvi največji slovenski spoznavni portal že od 2001, in seveda je najbolj iskan na Googlu, kar je posledica tega, da ga ljudje uporabljajo, smo prejemniki številnih lepih nagrad, torej v letu 2021 smo postali Websi prvak za najboljšo namizno oziroma login aplikacijo. 3 leta prej smo prejeli enako nagrado za najboljšo mobilno aplikacijo v Sloveniji. Leta 2020 smo postali najboljši spoznavni servis v Sloveniji. Imamo največ samskih, ki aktivno iščejo, in tudi največ uradnih poslovljenih parov doslej. To so podatki in dejstva, poglejmo si pa ozadje tega. Torej, zakaj je na on največ samskih v Sloveniji? Zato, ker je on izrazito usmerjen v resne zveze. Kar, kot smo videli, ostali niso. Ženske
pa seveda na spletu iščejo resne zveze. Torej, ženske v zelo majhnem odstotku iščejo avanture, ogromna večina išče resno zvezo in ker je on izrazito usmerjen v resne zveze, je na njem največ samskih žensk in tam, kjer je največ samskih žensk, je tudi največ samskih moških. To je preprosta formula, ki omogoča da vzdržuje ta primat storitve, kjer je pač največ samskih. Veliko na naredimo z uredniško politiko, z pregledovanjem profilov, pač z pregledovanjem slik, torej da ni česarkoli spornega. Pa vendarle je glavno vprašanje, kaj pa potem on naredi z vsemi iskalci flirtov, seksa, avantur. Ja, dosledno jih preusmerjamo na servis za erotične stike urgenca.com, kjer je pa tudi že od 2004 do danes več kot 100.000 uporabnikov, ki iščejo tovrstne storitve. Torej on dejansko s čistilnim servisom urgenco vzdržuje kulturno spoznavno okolje na on.com, kjer so predvsem uporabniki, torej, ki iščejo resne zveze. In to je ta ključ do uspeha. Kaj je specifičnega, ko iščemo resno zvezo po 30. Ja, Slovenci, gledajte, nismo pretirano ekstrovertni. Želimo zasebnost, anonimnost, varnost, ko iščemo partnerja. Torej, Slovenci nismo, tako kot mogoče predstavniki kakšnih bivših jugoslovanskih republik ali pa Italijanov, recimo glasni, prešerni, ko se srečujemo, se ne dotikamo, ne poljubljamo, objemamo. Torej, smo precej bolj zadržani tudi, ko gre za spletno spoznavanje, kar je odraz naše neke splošne drže, smo rahlo konzervativni. Iščemo partnerja od 30 do 100 km od naše lokacije, torej Slovenci 95% iščejo Slovenca, zato pač jih tudi on.com ščiti pred kakšnimi Tinder svindlerji, torej nekimi globalnimi prevaranti. Tako da nekako tukaj je največ samskih, ki išče in so pač Slovenci. Želimo postopno razkritje osebam, ki nas zanimajo, ne 100% javnega pojavljanja v zasebni sferi. Ko imajo ljudje enkrat službe, nek socialni status, se ne želijo javno razkrivati v tako zelo zasebni sferi, zato je pač on razvil veliko zasebnostnih orodij, ki omogočajo uporabo od popolne zasebnosti do popolne vidnosti. Torej, bolj kot si zaseben, manj si viden, s tem se seveda te drugi uporabniki težje odkrijejo ali te pa sploh ne morejo. Bolj kot si viden, večje možnosti imaš, da te drugi odkrijejo, vendar ko si zaseben, lahko sam izbiraš, s kom boš kontaktiral in nekako ljudje se potem odločajo med tema dvema ali katerokoli stopnjo vidnosti vmes med tema dvema. Ugaja nam tudi, da se lahko obrnemo na osebnega asistenta pri iskanju partnerja, to smo že zelo zgodaj ugotovili, torej ogromno klicev na našo brezplačno telefonsko podporo. Zato smo razvili tudi kot prvi servis, mislim, da na svetu, virtualno asistenco, ki pač dnevno pomaga uporabnikom, da čim hitreje napredujejo po poti do partnerja. No, kaj pa je bistvo? Tako kot pri vsaki storitvi, rezultati. Torej, za on se je doslej poslovilo več kot 28.000 parov, skoraj vsak Slovenec pozna vsaj en par, ki se je spoznal na on. Tukaj pa je tudi na tisoče zgodb parov, porok, družin, od 25. leta do 80. Do 80. leta so zgodbe parov, ki jih lahko najdete na naših spletnih straneh, vključno z njihovimi videoizjavami, porokami in tako dalje. Torej, vse o tem, kaj je bilo ključno, da sta se spoznala in da se je zaiskrilo med njima. Tako, torej, če povzamemo, gledajte, če ste samski, ki iščete v Sloveniji, ste v množici ljudi, ki počnejo enako. Če se vprašate potem, ali je splet primeren za to ali ne, gledajte, kot je naslovljeno to predavanje, od tabuja do mainstreama, torej pred leti pod 5% novih parov, zdaj pa praktično vsi. In ko boste izbirali servis, kjer bi se podali na lov, kolikor iščete resno zvezo, definitivno pokukajte na on.com, vkolikor pa iščete kaj drugega, pa so tukaj še drugi servisi, ki smo jih tudi omenili. Tako, zdaj pa naredimo skupaj tisti prvi korak, torej z Tino in z Lukom, in sicer registracijo, da boste videli, kako enostavno je začeti po poti iskanja partnerja. Gremo! Pozdravljeni na vstopni strani onaon.com. Zdaj, ko smo novi, želimo najprej ustvariti račun. Kliknemo na Ustvari račun.
Če uporabljate mobilne telefone, bodo ekranske maske zelo podobne temu, kar vidimo tukaj. Torej sem moški, iščem žensko, partnerja za resno zvezo, prijateljstvo, dopisovanje. Rojstni dan storitvi zaupamo zato, da nam storitev lahko izračuna astrološko ujemanje, sicer pa vaš podatek o rojstnem datumu ni viden nikjer na storitvi. Določite kraj, iz katerega prihajate, oddaljenost, v kateri želite iskati partnerja, predlagam, pustimo kar 300 km zaenkrat. Nato se na kratko predstavite. Za pomoč so vam tukaj predloge, ki jih lahko pregledujete tako, da klikate na Oglej si predloge in dopišete karkoli želite. Ko boste zadovoljni z izgledom, kliknete Nadaljuj. Nato izberete uporabniško ime in geslo ter kliknete Nadaljuj. Tole geslo je že zasedeno. Tako. Nato pridemo do elektronskega naslova. Tukaj torej vnesete vaš elektronski naslov, na katerega vas bomo obveščali, še prej pa seveda poslali potrditveni e-mail. Strinjate se s splošnimi pogoji, seznanjenost s vašimi pravicami, naročite pa se lahko tudi na novičke in obvestila. Kliknete Nadaljuj. Tako, kolikor ste vpisali Gmail naslov, vas storitev opozori, da je zdaj za dokončanje potrebno iti na Gmail, kjer boste kliknili na potrditveno povezavo v e-mailu, ki smo vam ga poslali. Se vidimo na drugi strani. Ko boste prejeli aktivacijski mail na vaš e-mail naslov, ki ste ga vnesli v registraciji, boste prejeli takole sporočilce, kjer kliknete na aktivacijsko povezavo ter nadaljujete z naslednjim korakom. Prvi naslednji korak pri dopolnjevanju profila je oddaja fotke. Glejte, smo v letu 2022, naše fotke so praktično vse povsod, na spletu, na Instagramu, na Facebooku, na LinkedInu, odvisno kaj pač uporabljate, tako da glede na to, da je fotka pomemben del privlačnosti, torej vaš obraz, vaš stas, kasneje pa tudi vaši hobiji, vam toplo priporočam, da fotko kar takoj objavite. Izbirate lahko med 3 viri, torej bodisi z vaše naprave, galerije, torej telefona ali računalnika, lahko slikate, uporabite spletno kamero oziroma kamero na telefonu ali pa naložite fotke iz Facebooka. No, jaz bom tukaj naložil fotografije iz mojega računalnika. Tako, prenesel sem 2 fotki, naložim izbrane in zdaj gredo v potrjevanje uredniku in ko bodo potrjene, bodo tudi vidne na profilu. No, medtem pa nadaljujem z izpolnjevanjem profila. Začnem z mojim izgledom, torej tukaj imamo kar nekaj za izpolniti. Barva las je žal že bolj siva. Da izpolnimo svoj profil, torej svoje interese. Vzamemo si seveda nekaj minut, da to pregledamo in izpolnimo tako, kot je treba. Moj življenjski status, kako je z otroci, izobrazba, kaj še, torej vera, način oblačenja, prehrana, torej vse to so pomembni vidiki pri spoznavanju, naše razvade, navade, hišni ljubljenčki, finančni status. Potem pa pridemo do partnerja, torej kaj želimo pri partnerju. Glejte, tukaj je tako, vkolikor nimate močnih preferenc, označite vse, kajti nima smisla, da nekdo zaradi napačne barve oči ne pade v vaš ožji izbor ali barve las, nekako višina, kateri tipi postave pridejo v poštev, kaj pričakujemo od partnerja, torej bodisi da je samski, ločen, kaj takega, kako je z otroci, torej ste pripravljeni sprejeti nekoga, ki otroke že ima, oziroma z drugimi preferencami, kakšno vsaj izobrazbo naj ima partner, recimo nekaj takega, v mojem primeru veroizpoved, prav tako ponavadi izberemo kompatibilne
lastnosti, kot jih imamo tudi sami. Tako. Oblačenje ni pomembno, prehrana, glejte, tukaj marsikdo ima močno preferenco, torej vegetarijanec, vegan, presnojedec, no za mene je pravzaprav vseeno. Nekadilec lahko tudi občasni, ne pije alkohola občasno v družbi, kako je z živalmi, mi je pravzaprav vseeno. Finančni status partnerja tudi praktično vseeno. Moški večinoma ne iščemo bogatih žensk, čeprav so pa tudi izjeme. Tako, ko boste to izpolnili, boste prišli prvič na onon.com, kjer vaju pozdravljava midva s Tino in nadaljujmo zdaj skupaj. Ko boste dopolnili svoj profil, no, za potrebe tega videa smo se zdaj preselili na profil kolega Mateja, da vidite malo, kako bo vse skupaj videti, ko boste nekaj dni aktivni. Kaj torej imamo tule na ONON? Prvi seznam je novo zate, to je časovnica zanimivih dogodkov za vas zadnjih 30 dni. Torej, kaj vse je tukaj novega, novi uporabniki, novi nasveti, spremenjeni profili, nove fotke, ki jo lahko tudi vedno komentirate neposredno iz časovnice in na ta način klepetate z osebo. Ko smo ravno v klepetu, lahko dodajamo seveda smeške, kaj ne bi, lahko dodajamo svoje zasebne fotografije, kot rečeno, tole je zdaj profil kolega, lahko dodajamo tudi zabavne gife, da popestrimo komunikacijo. Saj veste, če uspemo nasmejati sogovornika, je to vedno dober korak v smeri proti dobri debati. Prav tako lahko sporočilo izpostavimo in dobimo povratnico o prebranem sporočilu. Sicer boste na seznamu novo zate našli vse zanimivosti in novosti, ki se tičejo vašega profila v zadnjih 30 dneh. Večina uporabnikov se najde s pomočjo seznama dekleta zate oziroma fantje zate, okolikor ste dekle, kjer nastavljate kriterije uporabnikov, ki jih želite najti. Torej, v osnovi so te kriteriji nastavljeni tako, kot ste jih nastavili, ko ste izpolnjevali profil, vendar lahko tukaj za potrebe razširitve tega iskanja poljubno spreminjate te nastavitve in najdete še koga. Kot rečeno, ko vam bo posamezna oseba zanimiva, boste dodali med simpatije, jo boste tudi vprašali za šanse in slej ko prej bosta vzpostavila tudi pogovor. Pri pisanju sporočil je precej možnosti, v osnovi gre za tekstovna sporočila, kaj ne? Sestavite si lahko tudi uvodno sporočilo, lahko uporabite eno izmed shranjenih predlog in dejansko osebi namesto, da ji vsaki znova, vsaki posebej tipkate sporočilo, lahko pošljete kar hitro uvodno sporočilo. Ko se bo med vama razvila debata, bo na voljo tudi audio-video klic, ki je trenutno zato, ker še nimata dovolj komunikacije, onemogočen. Audio-video klic je naslednji vmesni korak med dopisovanjem in zmenkom v živo, zato da začutite energijo, da vidite, ali si boste tudi na zmenku v živo všeč ali ne. Tako, kaj še lahko pogledam? Seveda vse fotografije osebe, lahko tudi napišem kakšen simpatičen komentar na samo fotografijo, lahko si ogledam astrološko ujemanje med nama in še kaj bi se našlo, za vsako osebo posebej. Torej, še enkrat, na seznamu dekleta zate, v primeru, da ste moški, ki išče ženske, boste našli zanimiva dekleta, s katerimi boste želeli navezati stik. Kot omenjeno, v sporočilih imamo sporočila, kjer se dopisujemo z osebami. Kako deluje sistem sporočil? Prejeta sporočila oziroma sporočila, ki jih pišete, imate tule, kot vidite, v prvem zavihku oziroma tabu sporočila. Tukaj so dejansko vaša sporočila, ki jih pa lahko tudi filtrirate. Torej, vkolikor kliknete semle, se vam odprejo filtri.
Osnovna razvrstitev je nedavno, torej sporočila, ki ste jih prejeli nedavno, lahko pa filtrirate ven samo neprebrana, torej tista, na katera morate morda še odgovoriti, potem vabila na klepet, tiste, ki so morda trenutno online, sporočila od tistih oseb, ki so vam všeč, oziroma sporočila od tistih oseb, s katerimi že imate dvosmerno ujemanje. Vse to lahko pregledujete v sporočilih. Vendar, ker bo teh sporočil kar nekaj, je tukaj še en predal in sicer pogovori. Sporočilo postane pogovor takrat, kadar obojestransko poteka debata, kadar on nekaj napiše, vi nekaj napišete in tako naprej. Ko se razvije pogovor, takrat vam predstavimo ta sporočila oziroma skopiramo tudi v predal pogovori, kajti tukaj je za večino tisto najbolj dragoceno, pogovori z osebami, ki trenutno potekajo. Kadarkoli lahko seveda tudi kateregakoli izbrišete, tako da ga recimo potegnete v desno in kliknete na ta košek. V predalu kontaktni filter pa ta oseba nima nobenih sporočil. Poglejmo, kako ima nastavljen kontaktni filter. Določi, čigava obvestila in sporočila želiš prejemati. Vsa ostala pa bodo v predalu kontaktni filter in se bodo izbrisala v 48 urah po prejemu, vkolikor v tem času ne odgovoriš nanje. Torej, večina moških ima nastavljeno dovolj vse, prejemajo vsa sporočila in se potem odločajo, s katero osebo se bodo dopisovali, medtem ko ženske pa znajo imeti izredno veliko sporočil, zato izberejo ponavadi tretjo opcijo. In sicer dovoli tiste, za katere sem izrazila interes ali ustrezajo mojim iskalnim kriterijem. Torej, če ste osebo vi, dekle, dodala med simpatije, odgovorila recimo go na vprašanje za šanse, se dogovorila za zmenek ali poslala sporočilo tej osebi, tedaj seveda želite prejemati sporočila te osebe. Torej, to je nekdo, ki vas zanima. Druga možnost je pa, da nad to osebo sicer vi niste izvedla nobene pozitivne akcije, vendar sodi v vseh izbranih kriterijih v vaš izbor. Torej, kot ste določila ob sami registraciji, kako stara naj bo oseba, kakšen namen uporabe naj ima, kako daleč stran od vas naj živi in vse ostalo, kar želite označiti kot kriterij za prejemanje sporočil, shranite tukaj. Od tega trenutka bodo vsa sporočila, ki ne ustrezajo tem kriterijem, v predalu kontaktni filter in sicer 48 ur imate časa, da jih morda vendarle ogledate, odgovorite na katerega. Če boste odgovorila na vprašanja, oziroma na sporočila, ki se znajdejo v kontaktnem filtru, jih boste s tem prestavila najprej med sporočila in če bo debata stekla še bolj, med pogovore. Tako da kontaktni filter je torej neke vrste spam, kjer pa se nemalokrat najdejo vseeno zanimivi ljudje, sogovorniki in neredko tudi tam vznikne kakšna zanimiva debata. Torej, kontaktni filter je pomemben, nastavite ga bodisi tule na sporočilih, torej tule na tele ikoni ali pa med nastavitvami na kontaktnem filtru, kjer imate na voljo še več prostora v tej osrednji centralni koloni. Tako, naslednja stvar so kandidatke za zmenke, torej tukaj dejansko se na podlagi videza odločamo, ali nam je oseba zanimiva ali ne, lahko jo podrsamo v levo ali desno oziroma kliknemo na kljukico ali pa na križec in na ta način izrazimo, da nas oseba ne zanima. Na seznamu zanimajo se zate so vsi, ki so za vas izrazili interes, lahko spet, tako kot na vseh seznamih, kliknete, potegnete v desno in izbrišete, vkolikor recimo vas določena oseba ne zanima. Kako se zanimajo tele osebe za vas? Bodisi so si ogledale vaš profil, bodisi so vas dodale med simpatije, bodisi te sprašujejo za šanse ali vse izmed navedenega. In tule ob osebi lahko s temi ikonami tudi vidite, za kakšen tip zanimanja gre. Ujemanja so seznam, kjer ste se obojestransko ujela. Torej, recimo s to osebo se oba želita spoznati, tule imata vzajemni go, se želita spoznati in še visoko astrološko ujemanje. Skratka, tukaj na desni pa si lahko filtrirate posamezne tipe ujemanja z uporabniki. Moje simpatije so tiste, kjer sem jih sam dodal med simpatije, tako da vem, kje so tiste osebe, ki jih želim nagovoriti.
Na dogodkih vidim seznam aktualnih dogodkov, ki so trenutno razpisani, na zgodbah o uspehu vidim na stotine zgodb parov on-on in vkolikor želim vedeti več o njih, pač kliknem tule na link za celotno zgodbo, kjer je pač na voljo še bistveno več informacij. V glavnem gre pa za to, kako sta se spoznala, kaj je bilo tisto ključno, da je preskočila iskrica. Pri marsikomu pa potem govorimo tudi o porokah in tako dalje. Odvisno, kako se je njuna zgodba razvijala. Kot rečeno, teh zgodb je ogromno in so koristne za branje, zato da vidite, kako so se ljudje uspeli povezati. Nazadnje je tule še asistenca. Asistenca je stran, kjer midva s Tino, torej Tina in Luka, omogočava vam vsem, da nas karkoli vprašate. Še prej pa vam svetujemo, da si ogledate knjižnico znanja. Torej, knjižnica znanja je zelo bogat vir vseh informacij, ki jih potrebujete, zato da bi bili na on uspešni. Tako da imate tule na razpolago praktično vse informacije, ki jih želite, še vedno pa lahko kadarkoli tudi nama s Tino pišete tule prek klepeta oziroma na podporo on.com, e-mail, ali pa pokličete na brezplačni telefon med 9 in 16 uro. Tako, mislim, da smo naredili hiter pregled on. Morda še koraki do uspeha, ključna storitev, torej kot sem vam že rekel, s Tino vas dejansko ves čas porivava proti partnerju. Recimo tale Matej ima trenutno 75% izpolnjene korake do uspeha. Ni še verificiral profila, gledajte, tule nima kljukice, tole ga še čaka. In tukaj le zgolj klikne in vidi, kaj mora narediti. Prav tako pa ni dovolj tedensko aktiven, da bi imel dovolj zmenkov, kajti nekje v povprečju 5 do 10 zmenkov vsakdo potrebuje, da najde tisto pravo osebo zase. Tako, do konca smo prišli. Če ste še vedno z mano, gledajte, ostane vam samo še to, da si naredite brezplačni račun, brezplačno preizkusite on, popolnoma brez obveznosti pokukate in ugotovite, kdo vse vas čaka na drugi strani. Želim vam veliko uspeha, ljubezni in srečno!